se nič ni zgodilo, zlil si se v moje srce. Kakor da se nič ni zgodilo, našel si moje ime. Kakor da se nič ni zgodilo, si umiril moj prav. Kakor da se nič ni zgodilo, si mi vdihnil nov zrak. En lep pozdrav v novi epizodi podcasta Gregorjev svet žensk. To je podcast, v katerem gostim izjemne ženske. Pravzaprav ste vse izjemne, ampak nekaj si jih pa res zaželim tukaj gostiti, zato ker jih praktično v resnici ne poznam. Včasih jih izsledim kje na spletu, včasih jih zasledim v kakšnih medijih, kakšno pa tudi poslušam. In današnja gostja je predvsem takšna, ki jo absolutno ne poznam, ampak zelo, zelo rad poslušam. Kdaj sem se odločil, da bi jo imel tukaj v Blue Nautu, kjer snemam zdaj zadnje čase te podcaste, ko sem poslušal Triglav moj dom. In takrat sem rekel, joj, to pa res tako lepo zveni. Vem, da jo boste prepoznali takoj, ko jo boste videli, ali pa ko nam bo kaj zapela, zato se še nisem dogovoril z njim, če bo, ampak verjamem, da bo. Je pa sicer drugače profesorica likovne umetnosti, morda me bo popravila, ampak kakorkoli. Gregorjev svet žensk, danes Severo Džurin. Lep pozdrav. Lep pozdrav, Živa, hvala lepa. Razmišljal sem, kako te predstaviti, ampak toliko stvari lahko te povem, pa se mi je zdela najbolj zanimiva tale. Ti me boš pa popravila, prav. Tvoj glas prepriča tudi čudaške strice, sem nekje prebral, babice, tiste, ki so čisto skregani z glasbo in tisti, ki so največji poznavalci glasbe. To je glas Severe Džurin, ki pač samo zaziba. Lepo. A je? Ja, mislim, to se mi zdi super, ne? Ker čim greš v bistvu na široko, nekako, ali od mlajših do starih, ali sem pa tja, to je nekako vedno lepo, spomne na to univerzalnost muzike, ki je v bistvu taka, ne? Se včasih je malo bolj segmentirana za eno grupo ali pa drugo, ne, to je super, ne. Zdaj, na koncertih, ki gledam, povprečje je približno toliko staro, kakor smo mi dva rečemo, ne. Ampak so tudi otroci, so starejši, pa ja, različen nekako, bom rekla, karakter, občutek človeka, kaj pa vem. Je pa vseeno tudi ena špura, ne, saj je nekako mogoče na široko, ampak vseeno, ne vem, bi prepoznal koga, ki me posluša ali kaj, se mi zdi, da spet ni toliko. Da ne bo kakšne pomote, a ne, tudi za tiste, ki bodo zdaj z nama, to ne bo glasbeni podcast, ker samo o glasbi vem premalo, da ti kar iskreno povem. Ponavadi vedno moje goste vprašam takšne stvari, ki me zanimajo, kaj bi se zgodilo, če bi se moje hčerke odločile za takšno pot, a ne. In glede na to, da si ti, kot sem rekel, tudi profesorica likovne umetnosti in da v bistvu veliko ustvarjaš, ne zgolj glasbe, sem rekel, kakšna ne bi bila ta nit, po kateri ne bi plula v tem pogovoru, pa sem rekel, ajde, kaj če se moja hčerka, ena ali pa druga ali pa kar obe, odločila, da bi bili to, kar si ti? Kako bi sebe definirala? Kaj si ti v bistvu? Zdaj si mama, no. Ja, če gledam samo poklicno, ta je najlažji, ne. Pol se mi zdi tam, ko je ene 5 stvari že našteješ vse, pol se šele začne zares, tam pa postane malo težji, ne. Se pravi, ja, pevka, glasbenica, to sem v prvi vrsti, od tega tudi v bistvu živim že kar nekaj časa. Bi rekla, v bistvu od 2010 zares. Likovna pedagoginja sem po izobrazbi, oziroma imam te nazive, tudi srednje šole likovne. Horoskop mi je zanimiv, ampak mi nič kaj dosti ne pomeni, tako da če bi rekla, da sem levinja po horoskopu, je tudi en, recimo, kljukica, ne. Mama, absolutno, ne, žena, partnerica, v bistvu vse sorte enih stvari, ki jih drugi vejo, ne, sestra, bratu, hčerka, teta, čudovitim nečakom pa nečakinjam. Vidiš, to je enih stvari, ampak ko sem pa se pripravljal na pogovor,
sem pa o tebi izvedel bore malo. To me je pa malo začudilo, v bistvu me ni, no, ker je bila ta skrivnostnost Severe Jorin tudi eden izmed razlogov, zakaj sem si želel, da bi te malo bolj spoznal. Ampak kako to? Vemo, naprimer, danes, če si glasbenik, kot si ti, ne, pa zdaj nastopaš s ta največjimi skupinami, sama, z Galom že 20 let ali pa še več. Ne. Se pravi, nisi nekdo nov na tej naši družbeni ali družabni sceni, ampak vseeno Severi vemo skoraj da nič. A to si se tako odločila? Jaz mislim, da sem se sproti odločila in najbrž tudi že dolgo nazaj odločila. V bistvu. Odločila sem se, vem, da takrat, ko smo začeli z Olivijo, se pravi, to je bilo 2004, sem se odločila in da bom probala čim manj alter ega na oder peljati. Neke odločitve sem vmes sprejemala, ali pa imam tudi nekaj, bom rekla, zapovedi, pregovore, ki lahko se jih tudi dotakneva, ker niso taki glasbeni zdaj, da bi mogel imeti človek neko znanje, ampak so v bistvu, da če spoznavaš poklic, bom rekla, čez moje oči, prav rečeva za hčerke in tako naprej, so mogoče pomembni. No, povej. Kar greva. Dejva, ne. Zakaj pa ne. Recimo, rekla sem si, tako da sem se tudi vprašala, kako bom jaz zdaj to persono javno nekako peljala in se vsakič znova tudi kaj odločim, pa tudi kaj zavrnem, ali pa pazim nekako, koliko sebe, svojega osebnega življenja nekako dam, probam veliko tudi speljati, je čista prava beseda, na malo bolj vsebinsko, ali pa kaj v stvarih, ki jih delaš, se pravi, plata, spot, da čim več v bistvu tega. Tako da tisto, kar bom rekla, mi prav pride, če sem tako nekako odprta. Ampak absolutno, ko ti nekako si v enem prostoru, moraš tudi to zaobjeti. In ne zdi se mi čisto nič slabega v tem, da svoje življenje tudi odpreš. Smo si tudi različni. Jaz tudi nisem karakter, ki bi v tem smislu bila na široko odprta. Mislim, da sem odprta, ampak ene stvari pa znam tudi malo nekako probati med zase pa skrit. To, recimo na to temo. Če pa pomislim zdaj na še kakšne druge stvari, ki sem si jih odločila, ena izmed njih je recimo večkrat približno 10krat ne bi pela na playback. V življenju. Se pravi, to je v bistvu kar ena taka zapoved, da kako pa sploh to možno, si pevc, pa se to je show business, se mogoče celo ne gre. Pa res ne gre zlahka, ampak pač se sproti odločam, a bom šla recimo na nek tovrsten nastop. Se pravi, več kot 10krat ne boš pela na playback. Ja, v življenju. Zdaj sem po mojem nekje na 8, jaz mislim, da sigurno, da bom šla čez 10, ne bom šla pa veliko čez 10, ker sem se nekako tako pri sebi odločila. Dokje bomo prišli, se lahko menila čez nekaj časa, z veseljem povem točno tako, kaj je. Zdaj sem nekje na 8, probite najdete kaj več, če imam rata. Ok. Pregovor, še pregovor me moraš. Ja, pa so pa še kakšni... A to je ta pregovor, to je to. To je eden izmed pregovorov, recimo, jaz ne vem, kjer bi še kaj bil, ene parih pravzaprav imam kot neke zapovedi, kot neka vodila. Čakaj, zdaj mi boš rekla, da si se ta vodila dala 2-4, se pravi, ko si bila res še mlada. Ne, tega po moje ne. Tam sem se soočala nekako s tem alter egom, ki mi je bilo čuden, kaj zdaj tam gor se zgodi. In sem si rekla, probala čim manj, ampak sem si mogla zelo hitro priznati, da se to v bistvu ne da. Roko na srce, ti priješ gor, si drug človek, tle se prižgejo kamere, majhen drugače, ker smo se prej pogovarjali, se zdaj pogovarjamo. Eno je tudi javni nastop, pa se izbiraš tudi jezik, da si malo bolj eloquenten z širšo množico. Moraš tudi tako, ampak tudi nek alter ego, tudi malo se spremeniš, da nekdo postaneš. Tako da, recimo, to je tudi ena izmed, rečemo, vodil. Probam tam gor res prinesti sebe. Ampak veš, ko greš ti na oder, oprosti, ko greš na oder, se mi zdi, da je taka milina, ki jo ti tam daš. Ampak potem, ko si prišla sem, je bila tudi taka milina. Tako da ta alter ego je, kaj je ta razlika? Katera je tista stvar, ki je drugačna? Vprašanje, ne vem. Najbrž se ene stvari tudi zgodijo, se pridejo iz tebe ven, sploh umetnosti so na nek način velik podaljšek nas. Ti prebereš nekaj, kar je nekdo napisal skozi besede, ki zelo spoznaš, poslušaš melodije, to ono. Ampak hkrati pa pravzaprav so stvari po mojem tudi bolj tehnične, če malo bolj surovo vzamem. Se pravi, jaz se nikoli nisem hotela niti vzgojiti v neko power pevko, se pravi, to, kar se tudi načeloma malo lažje človek nauči, raven, močen ton, pa tako naprej. Nimam tudi te šole za sabo. Jaz sem v bistvu te vrste ustvarjalec, kar se tiče glasbe, da je nekako do sem šlo brez formalne izobrazbe oziroma nekaj let v res rani mladosti.
Tako da tisto, kar sem se naučila, sem se od pač res izjemnih glasbenikov ne, dolg časa v bistvu funkcioniram več ali manj na odru. Ne, tudi vaj smo imeli veliko manj kot koncertov. Tako da to so neke stvari, ki so mogoče na nek način čudne. Jaz se ne baham z njimi, ampak je pa to moje življenje oziroma moja biografija. Ne. Zdaj si rekla, da nimaš teh močnih pevskih stvari, ampak tvoj prvi nastop ali pa komad je bil pa v resnici punkovski. A je bil? To, kdaj je tam na ulici, na domači ulici. Zdaj razbijava ta mit, da je Severa od Ja. vedno bila ta golden girl, ta pridna punca. Mislim, to boš uvrgla ali pa potrdila. to lahko tudi uvržem. Ampak ta punk je bil pa, mislim, da prvi komad, ti se boš spomnila seveda tega naslova, je pa s Kumaro povezan. Kumarcev solati. Ja, ne? Ja, res je. Mislim, v bistvu je zanimivo, koliko daleč lahko nazaj gledaš te stvari. Kakor veš, pri otroku je tako, da vsak otrok pravzaprav rad poje, mogoče ne na isti način, kot vsak nasleden, ne, mogoče ni. Ampak radi pojemo, že ko smo majhni, sled puščamo. Ne gre za to, da ti z barvico, da ti sled rad puščaš. Slišiš muziko, začneš migati. In to vse se zgodi že tako. Potem se spomnim, ko sem bila, ne vem, 8 ali kaj, 7, 6, mi je bilo velikokrat slabo v avtu, smo nekam šli, sva z Galom ogromno pela, že tam, heja, bumbarasa, ne vem, če poznaš recimo to. Znaš, pod palubo so zakladiš. To zdaj tudi mi delamo. Ne te pesme, ampak ja, to smo pa peli tudi mi, saj sva isto stara, veš, tako da. Ja, sej, jaz se svoje še nisem naučila, mislim, nekako se mi zdi, da moramo ta komad prenesti, ker majhen mogoče ni čisto. Veš, te res nisem, tega nismo prenesli. Mi imamo zdaj v Danje Štefan te pesmice pa tako naprej, teh Bumbarasa pa nismo še prenesli. Ja, pa dobro, sej tudi iščemo hišico, pa mislim, to čudovita, Anja Štefan, čudovita. No, tako da se probam znajdati v bistvu tudi v tej svoji zgodovini na večjih točkah, kjer sem v bistvu mogoče začutila glasbo ali pa bila nekako v glasbenem svetu, čist sam kot človek, ne kot poklic. In je bilo pomembno tudi te začetki, se pravi na ulici, se pravi, jaz sem bila stara 10? 10, a tako? Malo sem se pozanimal. Ja, se vem, ja. Se pravi, jaz sem bila 10, Gal je bil 14, kar pomeni, da je tudi pri meni že nekaj malega bilo te zgodnje adolescence, pri njem pa že krepko. In so imeli tam pač prijatelji, punk band na ulici, 2 bajte stran v garaži, tako kot treba. In sem pol tudi seveda bila povabljena strani Gala, tako kot kasneje pol v že odraslem in poklicnem obdobju, da boš zapela malo Kumarcev solati, Polši dela družbo. A danes še znaš to zapeti? Kumarcev solati, Polši dela družbo, povzročajo okužbo, bebci hodijo v službo. Mal te bom, veš, peljal ta svet glasbe zato, ker bi rad pol kaj slišal, ampak zdaj grevava tvoje glasilke, ker to pa ve, da je treba, pri glasbenikih. To je treba, ja. Pol bil pa grunge tudi nekaj časa tvoja ljubezen, je bil? Ja, je bilo v 90-ih, Ja, tam nisem sem nekam tja tudi spadala, nekam v te rock vode. Sicer se nisem zelo spreminjala, veš, v tem najstniškem obdobju, tako vizualno. Mislim, tudi je bilo nekaj šlo vmes malo na zvonc, pa je bilo okej. Ampak se mi zdi, da ne ful veliko. Mislim, jaz sem bila na oblikovni namreč, tam je bilo toliko enih barv las, pa vse sorte nekako naven, pač imidž, to, kar se v najstniških letih že tako dogaja. Pri meni se je relativno malo, se mi zdi. Ker vem, da sem se že takrat vprašala, nucam kaj, pa se rekla, se vrejo. Zdaj, vsak otrok najde neko svojo ljubezen do športa, glasbe, ustvarjanja. Kaj pa tebe v to peljalo, v bistvu? Okay, res, da sta pela v avto, ampak verjetno te to vse ni definiralo, da pa tudi Gal, ne? Te je? Ja, zaradi tega, ker ta mirnost, ta zdravilnost, ki si jo prej omenil, oziroma ki se tudi nekako v mojem rečemo PR-ju kdaj pojav, se pravi, kako bi rekla, se pravi, že ta pa ni, da sem jaz nek strokovnjak v meditaciji, ampak nekaj pomiri prav prsen koš, ki ti recimo mrmraš ali pa ko poješ in nehaš misliti, a veš, kdor poje zelo ne misli, V bistvu
v bistvu petje je neka res zelo posebna stvar, ne? In to zelo močno s celim srcem, bitom, umom verjamem nekako v te stvari. Ne? Imam tudi okrog tega, bom rekla, še kakšno ne vem, vodilo, a ne? Ki se je sproti z leti, v bistvu se prav tudi daj spomnim punktov, zato tudi omenjam recimo petje v avtu, ker mi je nek punkt, ko pogledam nazaj, ne vem, svoj odnos z glasbo, a veš. Se pravi, je bilo to. Ja, je bilo pomembno, zame je bilo, zato ker mi ni bilo slabo. In ja vem, jaz mislim, da najbrž pol že, ko sem bila nekako poklicno, to sem vedno bolj črpala od tega. Nek projekt časovne skice sem naredila tudi tam okrog 2010-2012, ki temelji na glasu, ki je v bistvu bolj uporabljen kot zvok, ne, tam je Hammond orgle, jaz sem nekako na električni kitari, nekako v enem takem bolj, se pravi, relativno simpel vse skupaj, repetitivno, ampak ima pa tudi strukture, ne, in z Boritom Činčem sva recimo naredila ta projekt. On si je sicer note spisal, ko sva imela vaje za uživo, potem, ko sva že posnela to ploščo, jaz sem se na pamet naučila, oziroma sem si na A4 formate naredila take uje in mi je potem oče mimogrede povedal, da tako izgleda neuma, se pravi predhodnica note, da so v bistvu take uje različne velike delali. Tako da sem si jaz, kar je ful meni zabavno, tudi kot likovnica, na nek način zmislila, ker jaz ne vem, da bi kdaj to v življenju videla, ampak tudi na sem to veliko pela. Zmislila, kako naj zdaj sama sebi pomagam, da se vizualno naučim pravzaprav note. A veš, tako da v bistvu, če rečeš svojim puncam, lej, da se imeti poklic pevke in lahko čez moj primer rečeš, marsikjer poklic ustvarjalca se da imeti, pa pol dodaš zraven, ne, ob primerni starosti, če prehodiš 10.000 ur, če si predan, če si dovolj nadarjen, če nekako, mislim, če ti uspe monetizirati te svoje talente, to je en kup enih dejavnikov pri umetnostih, ki mislim, da je potrebno na njih reflektirati tekom življenja, ne, ker se pač nekako odločaš za to pot. Ampak ja, tam sem šla iskat zvok in sem ga našla in že prej sem ga našla, v bistvu še preden se je ta projekt zgodil, sem zelo veliko nekako vedno več kitare igrala, ne, začela sem jo pa že v tisti grunge fazi okrog 13. leta, ki je bila na nek način tudi pomembna, ampak bolj sam kot poslušalec, ker relativno malo tega zvoka ali pa skupin mi je pravzaprav takrat ostalo, ne. Vsaj trenutno, no, mogoče me bo čez 10 let spet zanimalo, ker se te stvari vseeno malo ciklično obračajo, ampak Pearl Jami sem še vedno super, ampak si jih ne dam veliko gor, ne, ali pa ne vem, Radiohead gledam pa rečem, wow, to je fenomenalno, pa si tudi kdaj dam, ampak nekako potreben pa pravzaprav čisto drugi. Tam, kjer se jaz nafilam, zdaj že vrsto let z muziko, so v bistvu take pesmi, kakor Bill Evans Peace, se pravi, ne vem, Kos miru, recimo, se lahko napiše. In to lahko jaz poslušam, ono, ko imaš na YouTubeu 1 ura tega komada, ne. Ali pa Debussy, Clair de Lune, pa se mi samo obrača, ne. Se pravi, nekaj v bistvu zelo mehkega, klavirskega, klasičnega, pa bolj kot ne pač tam okrog impresionizma, gor dol, pa do nekega tazga meditativnega džeza, ne. S tem se prav filam. To je moja muzika, ki mi da kruh za jesti. Okay. Za kitaro moram vprašati, Ja. začela si tam pri 12, pol, si šla v glasbeno šolo? Ne, No, me je gal, recimo spet ogromen me je tam naučil. Ti si samouk. Samouk, oziroma tam pa me je res on unih, ne vem, 6, 7, 8 akordov že takrat pokazal, pa sem pa z 10 let pozabila, da jaz znam igrati kitaro, tako da če so nekako na tej zgodovinski, je kar ene par zanimivosti pozabila. Tako se mi je zdelo, da sem pevka ratala, veš, pa sem pa nekaj, pa sej, pa to je fajn, pa sem vedno bolj začela potem, pa zadnjih, ne vem, 8 dobrih let sem se pa še avtorsko veliko bolj začela angažirati. Se pravi, da s tistimi 10 plus akordi, pa z neumami, se lahko pripeleš marsikam in zdaj so mi všeč komadi, ki jih delam. Pred 8 leti še res tudi ni bilo te zasnove, pa sem nekako vedno bolj tudi v strukturo prišla
in naslednja plošča bo pretežno moj avtorski material. Tako da Ampak veš, še daleč prilezla z Saj 2 to. letoma šole. Ravno to sem hotel reči, veš, tebe, ne vem, skupaj si bila s Kreslinom, nekaj slovenska legenda, z Lajbahi, ne vem, simfoniki, v Križankah, povsod, ne. Pa bi človek rekel, ja, to je pa Severa, glasbena akademija, same desetke. V resnici te brat naučil, kaj je pač glasbeni genij. Ja, on je pa res vrhunski, mislim, neverjetno. Zelo širok, pa tudi v bistvu zelo pedagoški, ne, tudi v teh njegovih projektih, pa v bendu, to v bistvu skozi neki otroci tudi not prihajajo, pa ne, vse v redu, boš ti igral tolkala, ta 40-letnik zraven bo igral bobne, pa bo itak on tebe malo učil, pa bo prišel pa bom mu napisal ta segment, ker ta segment bom dobro sfuril, tam pa ne bom. Tako da ta, bom rekla, kako bi se temu rekli, producentski ima zelo močen, ne, kako sproducirati nekaj glasbeno. Tudi to sem se zelo naučila od njega. Tistih 10 akordov mi je prav prišlo, pa sem seveda se tudi kaj sama, ne, pol tekom Ampak menda si bila pa življenja, toliko dobra. predvsem igrati moraš veliko. Menda si bila takrat mlada toliko dobra, da so te zelo radi na plaži poslušali cele noči, pa tudi po 60 ljudi je bilo. Ja, to sem menila z Galom. Ja. Ja, ne, lej, ja, res, v 90-ih smo bili velikokrat kje in imeli kitare in se družili. Ne. To je tudi takrat se ful več počelo, kot se zdaj. Kaj, liter Oziroma vina ali pa nazaj- 5 litrov vina, pa pesmi, pa Tudi kakšen družba. liter vina, ja, je bil. Ja, mislim, pol kasneje. Ja. Dobro, tudi v najstništvu, ne, ampak pol že malo bolj. Kaj ste pa peli? Kaj smo pili, kaj smo pili? Peli. Tudi Dajva peli. neugodne, ne, mislim, ne, poceni. Ne, kaj ste peli? Peli smo, evo, Kreslina si omenil, tudi smo ga peli, ne. In to je res lepo, da se ti pol dogajajo take stvari, ne, a veš. Ta Abel in Kain sva oba dva z Galom, ne, s Kreslinom naredila, on je še soavtor in tam nekako sem se zavedala, oziroma kakšen let prej, preden smo ga naredili, mogoče smo se spoznali. In je hecen, kako v bistvu, tudi če spoznaš, a veš, ljudi na sceni, a ne, oba dva so nekako del neke kulturne, družabne scene, in pa se ti te ljudje malo, ne, tako, kar je super, ker pol vidiš človeka šele, tako da ja, to so zelo lepe stvari, no. Kdo je recimo, Ja, prosim. aj Kreslin rekel, Severa, bi ti z mano zapela? Ali ga je rekel, moja sestra zelo dobro poje? On je v bistvu naju dva oba dva v tem primeru povabil, ja, in smo nekako takole naredili. Vrhunski komad, Ja, da zelo smo si na hitro. jasnem. No. Hvala. Hvala. Jaz probam zasledovati res ta mir, tako kot si nekako na začetku začel. Ampak dojemam muziko kot vse sorte enih stvari, a ne, nikoli ne rangiram. Jaz rabim relativno kontrolo zvoka, recimo na odru, ali pa bi rada nekako skozi prišla, pa še vedno imela poln zvoka, ne. Ampak če pa jaz grem sesat, bom pa mogoče, če grem spet na 90, si dala gor Fate No More ali pa nekaj takega, ne, se pravi, da vsi rabimo nekaj, da gre gor ali pa da gre dol, ali pa ne moreš ti, ne predstavljam si, kako si daš Bill Evansa gor pa trimčkaš recimo v nekem fitnessu ali nekaj, ne, potrebuješ različne muzike. In tle si tudi puščam nek določen spekter, čeprav recimo, ko sem, ne vem, nastopila z Njeti v Križankah, smo imeli balado, a ne. Ko si z Lajbahi, je v bistvu tudi ta miren del tvoj, ne? Ja, hvala, ja. Tudi tisti prvi njihovi pesmi, ki je v bistvu priredba narodno zabavne, ne? Tako, priredba narodno zabavne Srne smo naredili z Lajbahi, se pravi, Srne je ansambel Mihe Dovžana, je v originalu, Svetlana Makarovič je naredila tekst Mimogrede, ker nam si ljudje težje malo predstavljajo, da je ona zdaj za narodne zabavce pisala, ne, ker zelo gledamo tudi čez te neke suknje, ki jih nosimo, ne, pol tekom življenja. In je čudovit tekst, čudovit komad. Jaz vidim, da ga je srčno podala, da so ga oni srčno naredili. Čudovito, no, Srne. Mi smo pa naredili predelavo, ki se pol kliče Take Me to Heaven, ne. To je bilo pa pol predelano nekako malo, ker ni bilo prevedeno, je bilo predelano, ne.
In ja, mislim, ne vem, če si je kdo predstavljal, da bo tak boom, no, kar se tiče te pesmi Triglav moj dom. No, preden gremo na to pesem, včeraj, ko sem poslušal to zvečer, pa me žena vpraša, kaj pa to poslušaš? Pa sem rekel, veš kaj, to so lajbahi. Rekel, ne, to pa niso lajbahi, saj malo niso, ja, malo so. To je citre pa nekaj, Ja. ne. In pol, ker ni dobro poslušala, je rekla, to po angleško pojejo tako matne. Pa se rečem, ja, veš, da to je severa z lajbahi, no. In kaj ta pesem je rodila potem sodelovanje, to je Triglav moj dom. Ja, na nek način, ja. Vse pravim, ne, recimo Njet ali pa tudi avtomobili, tudi Vlado Kreslin na nek način, ali pa Lajbah, to so v bistvu rock grupe. Ja, sej. In jaz tudi tam se znajdem, mogoče zaradi svoje duše, ker pol na koncu pojem balado, zdaj razmišljam, ker se menva, ne. Ja, v bistvu ti jo dajo ta del, ja, v bistvu ta najlepši del. najdemo, ne. Ja? Najdemo se, rečemo, ne, saj smo si malo sorodni, ne, pa, no. Na koncu pa spet pojem balado. Ne, saj ni čistko, ne, tudi daleč recimo z avtomobili je malo bolj na powerju, ne. Ampak ne, tisti ni moj, kako bi rekla, moj primarni habitat, no, ali pa ni tam, kjer najrajš skačem, ali pa tam, kjer se zdaj počutim, ja, in vedno bolj plasiram in pol tudi sama nekako s tem producentskim umom nekako rihtam, da je tako, kot si želim, ne. Če narediva pauzo pri tem glasbenem delu, ampak preden jo narediva, a če ti jaz dam zdaj kitaro, pa rečem, a mi nekaj zaigraš pa zapoješ, a to bi naredila? Ker jo imam, veš? A ti veš, da sem jo videla z enim učem in ti prisežem, da mi ni kliknil. Pa si mi v bistvu dal že par namigov. Ja, ker jaz sem pa rekel, kam ti jo skrijem, da je noč videla, pa so rekli, pa sej je bil na Avti Jazz Klub, kitara je del tega, ne bo opazila, ne? Pa v bistvu ni, mislim, ampak nisem hotela obremenjevati. Pa daj te povedal bremenim, no? Dej, ja. Nisem tako mislila. Evo, izvoli. Kaj pa delava, ja? Ja. A vas skupaj neki? Ne, to res ne, ko bo pokvarila ta podcast. Celo podcast. sem en ton? Ne, absolutno ne. Jaz sem harmoniko igral, ampak to je to. Jaz pa sem hodil v glasbeno šolo, pa moj alter ego nočeš videti. Si se zmenil z alter egom? Ja, ni šlo ta del, ne. Ja. Tako da, veš kaj bi te morda malo izzval? Vem, da si rekla, da imaš izjemen spomin za glasbo iz 80-ih, 90-ih reklame. Zverinci je zrezija, se spomniš? Ja. Jaz izgleda, meni vse gre. Na ulice izrivije, z nami zaživi, čudežne zverinice. Pa modulirajo, ne? Kavlice izrivije, čudežne zverinice. Zdaj pa pojva 20 let nazaj Olivija, takrat sta z Galom naredila res ta velik boom. Kadar sva sama, se mi zdi, da je en tak komad, ki pa res si ga lahko tudi poslušamo ure in ure. A te lahko še to prosim? Tega pa ne znam. Res? Ja. Ok. Ti pravim, jaz ti bom povedati, kako je. Prav. Kjer ga pa znaš? Kjer ga znam? Da me zdaj malo... Ja. Zemlja se odpira proti dnu. Skale se vrijo brez glasu. In moj samotni veter se zaganja brez miru. Promeni, grejem telo, goba iskre, mi begajo in morajo. Se dviga pod nebo. Kakor da se nič ni zgodilo, zlil si se v moje srce. Kakor da se nič ni zgodilo, našel si moje ime. Kakor da se nič ni zgodilo, si umiril moj prav. Kakor da se nič ni zgodilo, si mi vdihnil nov zrak.
Jaz imam najboljšo službo na svetu. Hvala. Hvala. Mislim, da imamo oba dva kar Hvala. super službe. Super. Evo. Pa res imamo super službe. Te ustvarjalne službe Ne. ponujajo na nek način Veliko si lahko možnosti. z otrokom, ne, Ja. lahko ustvarjaš, v bistvu je zelo ustvarjalno, tudi je en mehanizem, ki gre. Tako da ima veliko enih prvin, kjer ti lahko dihaš, da te ne preveč. A je težko, ker kljub temu, da si ustvarjalni človek, da lahko dihaš, moraš pa ves čas seveda zagotavljati tudi to, da s tem lahko preživiš. Ja. V Sloveniji lahko kot glasbenik, kot Severa, ki nima 1000, 10, 100 tisoč sledilcev Ja. na Instagramu, na YouTubu in tako naprej, preživi. Ja, mislim, preživiš v bistvu tudi, odvisen, kje dajo zdaj mejo. Ne? Jaz mogoče bi rekla, da preživiš tam, ko plačaš račune. Okej. Da preživiš kvalitetno. Ne? Mogoče ostalo je malo životarjenje, se pravi, plačaš svoje račune, mogoče imaš 3 avte, zdaj jaz ne vem. Ne? Tudi zavisi, ne? Ampak najbrž se strinjaš nekako od tam naprej, pravzaprav sreča ni več plod tega. a ne. Do takrat si lahko mogoče malo nesrečen, če ti ne gre. Tako da prav preživeti ni spet tako nemogoče. Si pa predstavljamo, da je veliko lažje, se pravi, saj nekako marsikdo v bistvu že nekako razume, da slave si ne moš na kruh namazati, oziroma da človeka vidiš na televiziji, ne pomeni niti, da je veliko zaslužil, niti da veliko služi. A ne? Ampak pravzaprav, bom rekla, navaden človek se grdo sliši. Grdo se sliši zato, ker te so te najboljši. Nekako mogoče še vedno tega ne ve. A ne? In mislim, da je to v redu vedeti. Da čim več stvari demitizirati, ustvariti mite tam, kamor je treba. Ne, neke minotavre pa to. No, kaj bi zdaj mi se delali kot večje zvezde, kot smo. A ne? Mislim, jaz grem na črpalko, pa tudi mi kdo reče, vi pa tako lepo pojete. A ne? Pa sem deležna neke določene slave, ampak tle v Sloveniji, hvala Bogu, v bistvu, če si ta rang, ki te vsak ve, in če si rang lika, če je tvoj lik bolj znan kot tvoje delo, tam mislim, da se dogajajo dostikrat problemi. Ne vem, kako naj rečem kot primer. Če se ve bolj za tvoj obraz, tvoje ime, kot pa recimo za par pesmi, unika pač vejo, nima veze koliko. Tam mogoče lahko rata malo neprijetno, ker se pravzaprav pol ukvarjamo s tabo kot javnim dobrim, nimamo pa kot poslušalci, ne, kot gledalci, nam pa zmanjka po mojem nek odnos s tabo. Zato smo po mojem tudi kolektivno, da ne zabluzim zdaj preveč, prišli do tega, da preveč hlastamo nekako po zvezdah. A ne? V bistvu se mi zdi, da se še ni ustavilo to mrhovinarstvo nekako. Ne? Zdaj mi je zvenelo kot novinarstvo. Bom hitro odbil, da ne bo. Se hecam, ampak si pa dala dobro tako istočnico ravno pri tej glasbi. Ne? Včasih se mi zdi, da nekdo zasleduje ogromne številke ogledov na YouTubu, kar je seveda fino, ker to pomeni, da nekdo tvojo glasbo posluša in to je krasno. Tako? Potem pa, ko sem gledal tvoje videospote, naprimer, ki so nekateri narejeni vrhunsko, to, da je tvoj mož, režiser, verjetno pomagal tem čez 5 minut, ampak tam pa vidiš, ne vem, 5000, 10 000, 20, pa si rečeš, okay, kaj narobe, česa nisi naredila ti, kar je naredil nekdo drug, komu je uspel, morda s slabšim besedilom, slabšo glasbeno podlago, pa ne bom zdaj sodil, ker nisem, ampak zdaj smo pri tem liku pa pri obrazu. Tako, ja. Jaz bi se lahko še malo bolj izpostavljala, pa eksploatirala, to je ena stvar. Lahko bi imela tudi še bolj urejen biznis profil, se pravi, da so zgoščenke, kakorkoli že imaš, bolj prisotne, da je digitalna distribucija. Več enih stvari lahko tudi sama vidim, kaj je kaj treba, pa tudi nimam več kot toliko ur v dnevu ali pa ne vem. Tam tudi jaz pomislim, da bi lahko še bolj ampak te to moti? Moti me samo v tem smislu, da bi bilo fajn imeti to glasbeno kmetijo še na višjem nivoju, da vse skupaj se še bolj obrača. To pa ja. In na tem tudi delam in to mislim, da tudi ne vem, že ves čas nekako dovolj, bom rekla. Ne? Ampak ja,
Da še kakšno podvprašanje. Ja, naprimer, vzemimo Nino Pušlar. Ja. Mislim, da sta si zelo podobni iz mojih oči dve punci, ki sta tako, malo vemo o Nini, malo vemo o Severi. Nina napolni cel stadion oziroma cele stožce, posod jo imamo v vseh teh intervjujih in rečeš, wow, pa prej nisem nič o njej vedel, pa zdaj nič ne vem, ima svoje komade, a ne. Pa ne vem, je zdaj ona bogata, ne, to čisto vse, ampak je pa, lahko rečem, glasbena zvezda. In potem pri Triglav moj dom, Severa tam odpoje in potem se spomnim, se je res, ona je bila že s kreslinom in potem se vse to spomnim in pogooglam, valjda na OCD, prihaja, vse je super. Ampak si rečem, ok, kako pa to, da ona morda ni toliko velika zvezda, kot zdaj pa dal sam še en primer, ko prihaja neka srbska pevka, Prijović ali kako, prosti, jaz sem nič slabši s temi prejemki, ampak ona pa razproda v Zagrebu 4 dni, v Ljubljani skoraj da 2-krat, ne. Ok, kaj je narobe, kaj torej v tej naši glasbi, ki je, ne, pa se pravi, to ni zdaj glasbeni podcast, jaz o tem ne spoznam, ampak ti si mi fajn in se reče, ok, si sama rekla, jaz se imam v redu. Pa do neke mere tudi, ampak ni to, jaz mislim, da ponavadi to pomislim. Življenje je organsko, ne, ko pomislim, kaj se zdaj dogaja. Vedno je en kup enih stvari, ne. V bistvu moja špura tudi ni toliko, moja glasbena špura ne gre toliko spet na široko, ne. Tako da ta del tudi doprinese, a ne. V bistvu recimo rabiš malo radijskega ritma, rabiš malo bolj tako, ne. Saj nekatere komade tudi imam, ampak marsikaj pa tudi ne in ne probam tudi tega zasledovati, a ne. Ali pa ne vem, besedila včasih bi lahko bila bolj preprosta, da bi prišla do še več ljudi. Se so lahko zelo lepa, pa so lahko večna, lahko so nadčasna, univerzalna, to so super pojmi. Ne, mislim, ampak to še ne pomeni, da bojo prišla do ljudstva. Mogoče bojo prišla do ljudstva mogoče bojo obstala, a ne. Dostikrat se v bistvu pri muziki, pa pri pop kulturi, a ne, vprašamo, a je to zdaj bo obstalo ali ne. In to je pomembno v bistvu vprašanje. Ali pa, a je kaj generiral za sabo? A je človek, ne, lik, ustvarjalec, a je inspiriral, a je generiral? Mogoče je generiral več, kakor ga mi poznamo. In pa so spet v bistvu te... Veš, da si mi pa odgovorila tako kot umetnica. Ja, to je umetnost. Sem vsaj odgovorila. Ne, si. Evo, zdaj pa Severa Lorin je postala mama 3 leta nazaj. Malo te moram zdaj seveda o tem vprašati, ker to me je tudi zelo zanimalo. Kako je ime hčerki? Ja, enkrat sem povedala nekje, sem bolj skrivnostna, ampak danes imava čist tak pogovor, da... Da lahko poveš, lahko pa tudi ne. To je zdaj seveda, ne. Ne, sej ni to sploh nič, ampak se sam, da nekako dam v kontekst to miganje svoje... Vedno se pač samo vprašam, tako da sem se pač na glas vprašala, ne, Rosa je ime, Ava Rosa, no, je celo ime, tako da Rosa, ena čudovita majhna punčka, ki ne moreš verjeti, da ti je namenjen, da lahko v življenju to postaneš, to si in ne vem, če je še kaj bolj, tudi mislim, če je še kaj bolj, so neke stvari, ki so visoko duhovno močne, ne. Tudi se govori, da se v bistvu ti ponovno rodiš, oziroma kaj se pravzaprav dogaja, ne, enako z ženskami kot moškimi, ne. Danes imamo te ženske teme majhno bližje, jaz imam tudi hčerko in tudi pomislim, kdaj, kako bo zdaj to šlo naprej, a ne. In danes je sploh tak čas, da naj spol ne bi nekako obstajal, oziroma obstaja, ne obstaja, nekako se je malo pobrkljalo. Meni so te teme tudi zanimive v smislu, da se je treba meniti zato, da se lahko nekaj najdemo. Veš, in ta glavna stvar, no, ko pomislim nekako pri teh stvareh, še vedno ta glavna, čeprav me te sociološke tudi zanimajo, je, kaj zdaj pomeni biti človek, ne? Kaj zdaj pomeni biti kakovosten človek. In se spomnim, da sem tam nekje okrog 16 leta, spet če najdem kakšen punkt v zgodovini, ki jih danes iščeva, najdeva. Se spomnim nekje okrog 16, veš, ker takrat si v bistvu nisi še velik konformist, ne, ampak hkrati pa je tebi že zelo jasen, ne. In se spomnim, da sem se spraševala, kaj je zdaj to, in da sem pol velikokrat šla na človek, ko sem rabila nek odgovor, ne. Danes, ko so pa te stvari spet toliko zelo aktualne, češ, da si spol lahko zbereš, pa vse sorte teh stvari, se mi pa zdi, da
da čisto vse, kar je treba zdaj, da se je treba javno čim bolj sproščeno v teh stvarih meniti, da pa se bo pa spedenal. Da mi smo v bistvu, ne vem, tam v tem, kaj je to, v drugem valu feminizma smo začeli kurili te modre, najprej smo rekli, zdaj pa nam zemljo, ne, ok, fajn, 1900, a res, da zemljo, pa da lahko posedujem, pa da lahko volim. Pol smo rekli, mi imamo mišice, zato, ne, veš, te pentle. In smo šli v službo in mi nikoli nismo prej v službo skupaj hodili, mislim, nikoli nismo toliko družili. In jaz mislim, da nam na enim in drugim ni dosti jasen, da je to tudi velik del tega, v bistvu, da ne vemo čist pravzaprav, kako se soočati nekako drug z drugim, pa smo pa kar malo zbrisali, smo rekli, vse ne obstaja. Mislim, da je to ena izmed stvari. In pol razmišljam, kje se bo ona znašla čez 10 let, recimo, ne, ali pa čez 20 let, ali pa znotraj najstništva, ki je najbolj tenkočutno, da ti res, če si recimo na tem nekem spektru, ki ni binaren, ne, kot se danes rado reče, absolutno je treba imeti najlepše možno okolje za kogarkoli, ker še če si najbolj straight, ni simpel, kaj šele kaj drugega. Da pa bi zdaj jaz njej rekla, ti si lahko karkoli hočeš in imamo tudi vse sorte enih možnosti kot izhodno točko. To pa mislim, da povzroči neko stisko v človeku, ki se jo težko pol je lahko, težko greš nazaj. Tako da, ko pomislim na hčerko, ali pa če bi imela sina, pomislim tudi na ta vprašanja, ker so zdaj v bistvu aktualna, ne. Tako da, kakor je, mislim, imamo neko odgovornost, ne, kako jim zdaj predstavimo ta svet, ne, in pol meni se zdi ženska nekaj najlepšega. Jaz mislim, da je treba žensko častiti, da smo boginje v osnovi in da je nujno treba ostati ženska v nekem okviru, ki si ti predstavljal, zbral, pa to ne mislim zdaj tako, kot je vse danes nekako malo, bom rekla, custom made, da si ti naštimaš, ampak vseeno, kaj je za eno tvojo hčerko ali pa drugo hčerko, kje ona rabi svojo ženskost, kje pa rabi malo moške energije. Mi smo yin-yang noter in v družbi in, bom rekla, v družini, v politiki, v vseh nekih formah, v svetu, in vse noter. V tem smislu absolutno imaš po mojem celo enakovredne dve energije vse, kar pa ne pomeni, da si nismo različni, mislim, a me razumeš, danes smo prišli res do enih takih, da pol v bistvu midva obadva greva plavat, pa se meniva, da sva isto, ka plavava. Tam nekje je ena meja, kar se mene tiče. Ampak smo pa res prehodili tudi, ker smo iz leta v let bolj liberalni, smo prehodili že dolgo pot, ampak nekje pa se začne tudi krhati, ker nobena stvar se ne more raztegniti do konca, noben drevo ne more rasti v neskončnost. Tako da moraš skozi nekako malo regulirati. Tako da to so po mojem, a veš, ko pomislim ženske teme, pa, a veš, ne, to 3 leta je stara, ne? 3 leta je stara, ampak čez 10 let bomo tako, imeli pa, a veš, prav te se pravi, vidva z možem sta oba umetnika, lahko rečemo, ali pa kulturnika, umetnika z veliko širino. Zdaj te moram malo vprašati, ker si mi dala veliko takih izhodišč, v katerih pa res kot družba včasih premalo govorimo. To je tako, ali si konzervativen, ali si pa liberalen, in to je to. Zdaj, če a veš, noter imaš pa oboje. Ja, rekla si nekaj, morda sem narobe razumel, da moraš včasih rabiti tudi, ali pa potrebuješ tudi ta malo močnejši. Kot moški. Tako, moški del. Ne mislim močnejši. Mislim tako, mogoče, ker ne vem, kaj raziskujemo. Je ta moški, lahko da se res motim, ampak zdi se mi, da se pa v družbi dostikrat tudi zgodi, da manjka ta očetovska vloga. Absolutno. Veš, da se mi zdi tudi, ne vem, moja generacija ali pa mlajši, so tako, jaz zelo spoštujem mojega očeta in mamo in sta si bila zelo različna in sem točen vedel, kdaj bom tudi okrog 6 dobil, če kaj nisem prav naredil, pa zdaj ne govorimo da smo vse na jasno, ampak tako, vem pa, da tudi jaz pa Urša imava tudi zelo lep odnos in enak pogled, recimo, na vzgojo, ampak vendarle sem jaz oče, ker rečem, ne, tukaj ni, in potem tečete hitro se malo potolažiti k mamici in to je tudi prav. Vse to je prav. Ja, vse to je prav. In
vi imate, mislim, po defaultu je glas temnejši, kar pomeni, da je to večji človek. Ne vem, hočem reči, avtomatično se ene stvari zgodijo, zakaj bi, tako bom rekla. Ta tretji val, eni pravijo, da je tudi četrti, ne, feminizma, ima precej enih pomanjkljivosti. Dvomim, da sem edina, ki o tem govorim, mislim, da je zdaj to že tudi malo bolj splošno ratal, ker tudi pol memi ne pridejo nekako na to foro že ven. To se malo regulira, kar je prav. Ker je v osnovi ta napaka, da moški ste avtomatično agresivnejši. Vi imate večje telo, vi ste fizično močnejši nad nas in mi to skozi vemo, da imamo en nad drugim. Mi pa, če ne, se grdo sliši, se pravi, jaz bom šla tja, ker so to sociološke, psihološke zanimive stvari in so lahko danes za to mizo. Vi lahko nas, mi vemo, da ste vi močnejši in nas lahko v bistvu ubijete, kar je ne, a ne? Mi pa lahko vas kastriramo in to mi imamo psihološko, sociološko drug nad drugim, zaradi tega se to ne sme početi. Ne? Ampak to se res treba zavedati, tam pol ta yin-yang lahko pleše, ali med dvema osebama, ali pa znotraj tebe, če si malo razpucaš po mojem te pojme. Jaz mislim, da si jih je res danes treba, da je pol majhen lažji. Kaj to je, kot družba delamo zdaj narobe, da bodo naše punce, ne, ali pa fantje, se vse, otroci, ki bodo šli zdaj kmalu v osnovno šolo, ko jo bodo naredili, ne, pa pustila zdaj vse te medvrstniške nasilja, pa to, da je to vzgojo. Kaj kot družba v tem trenutku delamo torej narobe? Ja, glih tle sem hotela to dodati, pa že drugo misel dobim. Ta tretji val, eni pravijo četrti, temelji v veliki meri tudi na tem, večinoma ne reče, da temelji, ampak iz tam izhaja, zato je ravno to pomembno, da ste vi agresivnejši. A ne? Ženske smo tudi agresivne, ne? Sam ne fizično toliko in tako naprej, oziroma nismo avtomatično mi na slabšem položaju, jaz nisem tega mnenja. A veš, jaz nikoli ne rabim na -15 neko luč popravljati tam gor. Nikoli v zgodovini mi ni bilo tega treba. Pa niso samo luči, ampak hočem reči, sto in eno stvar. Jaz bi si želela, da bi punce, se mi zdi tako prav, ne mislile v tej dobi, ali pa tudi, jaz sem v 80-ih gor zrastla, kjer smo bile vse uspešne ženske, pa voditeljce, pa to je vse ratal, ne? Da ne bi bilo podcenjujoče, da se jaz ne podredim, če jaz želim imeti malo prej otroke. Kaj pomeni zdaj malo prej, pri 25-ih? Ne? Ali pa da sploh hočem imeti družino. Ne? Oziroma, meni feministična misel, ker se tudi v enem smislu imam za feministko, mi je, da jaz lahko doma čuvam let pa pol, ali pa mogoče dve bi žatala, jaz že tudi malo živčna, ampak se pravi, da mi pomagaš, da sem lahko mama in uspešna ženska hkrati. In to pričakujem pol od partnerja, ker smo tja prišli in je super, ker smo tako egalitarni, ker danes ni to čuden, mislim, res ful je dobro. Samo na balansi treba skozi paziti. Ker 100 let nazaj ne bi imela volilne pravice, mislim, to hecne stvari so to, ne, sploh ne moreš. V Švici je v bistvu manjka 50 let. Recimo, ne. Pa jo imamo pa imamo za Ja. najbolj razvite države v Evropi, ne, ali pa pravično. Ja, in super, ampak hočem samo nekako reči, da so različna področja na svetu, ki potrebujejo ta val, ali pa še naslednji, ali ne vem kjer, in mogoče se bo potrebovalo v enih segmentih moški val, zato ker bo hotel nekaj balancirati, zato da se ne pol dvigne neka nebulozna desna stran ali pa nebulozna leva, pa pol proba regulirati, če nekaj ni prav, skrajnosti nikoli niso dobre. Zato po mojem je treba v nekih teh, ker to so delno politične, delno družbene stvari, čim bolj javno govoriti, zato sem najbrž tudi hotela malo, veš, tega, ne? Ker imam občutek, da se potem to ful dobro zregulira. Ker drugače se regulira na šankih ali pa v skrajnostih, namesto da bi v bistvu ljudje imeli možnost, da vse občutijo levo-desne prvine, tako kot si rekel, te liberalne, konzervativne, ne pa da rečemo, levo je za geje, desno je cerkev in smo se kaj zmenili. To so same take stvari in so pomembne stvari, kako bomo mi spol začutili vse, ali pa telo, ali pa sočloveka, ali pa svoje življenje, ali pa kje zdaj nam medicina pomaga,
kje pa v bistvu je, rečemo, malo preveč biznis ali pa se nekako proba zamaskirati v nekaj, kar ni popolnoma. Ne? Za en segment ljudi je, ampak ne more to vse skupaj biti ena mašina, kjer jaz zbiram, kako v življenju vse to skupaj bo. Ne? Tle mislim, da se res dela prav neke vrste škoda samo s tem, ko se ne pogovarjamo dovolj, in mislim v Sloveniji, mislim cel zahoden svet. Zato so pol tudi v bistvu podcasti pa te stvari pravzaprav prostor, kjer se ene stvari razvijajo, ki se drugje manj. Tudi se do neke mere, ampak se precej manj. Tako da pomislim pri odraščajočih naših, da si res želim, da se tle pač samo menimo, pa malo, hočem reči pomirimo, ampak ni ta prava, ker ne bo razburkan, če more biti. Sam, da ni tako simpel, da vemo zdaj, kaj je prav pa narobe. Da dajmo se samo malo pomeniti. Dober. A z možem se o tem pogovarjata? Tudi, ja. Sicer sva oba tudi malo, pa z druge teme veliko bolj zanimive, ker je ta pravzaprav toliko prisotna, da ti gre že malo na živce. Tako, nekako malo. Kaj pa v vzgoji, koliko pa tam klepetata in koliko sta si tam, ker se veš, mislim, ti veš, jaz zdaj tudi vem, ko ti postaneš oče ali pa mama, to res dobiš Apple telefon, kjer ni bilo nikoli nobenih navodil in tle je zelo podoben. Ta šola za starše je do tistega dneva, pa malo znaš pol previjati, handling je že problematičen, ampak in pol, kaj enkrat shod je v resnici šele hudič. Ampak kako je biti mama? Evo, kako je? A imaš čas za glasbo, imaš čas za risanje, o čemer sploh še nisem več govorila, ampak tako. Je pa Severa mama, tako kot čisto vse ostale. Ja, kaj pa vem, jaz upam, da sem dobra mama, to se tudi preizprašam velikrat, mislim, da hitro gremo to, sem okej, a bi še. A si helikopterska mama? Ja, majhen sem, ker sem tudi starejša, mislim, če si 22, ne moreš biti helikopter, ker si glih prav butast, ful je dobro po mojem. Ne vem, ampak ja. Mislim, si predstavljam, no. Blagoslov si jaz malo predstavljam, mislim, ko smo okoli 40, drugače razmišljaš, drugače deluješ in si takoj malo bolj helikopter. Zelo se strinjava z Borisom. Ne vem, mava, kdaj je to ta trening, ampak zelo taka, kot si jih ti prej nakazal, ko smo spolov se dotaknili, se pravi, v bistvu takole, tam imam tudi neka taka vodila. Zdaj, če je visoko zrak meče, sem si rekla že ob rojstvu, da ga nam kregala. A veš, kaj pa vas kregamo? Ne, pazi. In v bistvu rabimo ta različne kapacitete. Moj možgan je narejen na to, da če zajoka, da takoj. In pol, zdaj, ki je 3 leta stara, se moram reči, ni več dojenček. Da ni, da ne trznem takoj. In vi nimate tega možgana. Mi rečemo, se bo. In imate prav, in pol rabimo v bistvu drugega. To je tako lepo meni. To je meni tako lepo. Meni je bilo to od nekdaj lepo in pol mi je pač spet nekaj tazga. Super gre, super nam gre, super nama gre. Družina je, ne vem, nekaj najlepšega, jaz kar malo tako pol tam. Se prav. In zdaj bom to izkoristil. Prej si namigala, jaz bom zdaj vprašal, ker to pač tako je. Rekla si, noben ni opazil, ker niš noben pogled na Google, na iPad in tako naprej, ker to noben ne dela. Ampak Severa Jorin je uradno poročena. Ja, uradno je poročena. Ja, danes čim? Danes sta? Ne. Okay. Danes si povedala. Danes ja. Zdaj z vodo nazdravljava, da ne bo kdo kaj mislil, ampak lepo. A je bil lep dogodek? A je bil tak na notarju, kako ste si ga vzela? Ja, to pa na to v nam. Okay. Je bil lep? Wink. Okay. Ne, mislim, a veš, to je tako, ne vem, se mi zdi, da so malo eni taki te stvari, ki so ti nekako zelo drage, da v bistvu čim začneš še njih govoriti, mehen puhnejo, tako jaz to malo gledam. A boš ostala Severa Jorin ali bo tudi priimek drugačen? Priimek pravzaprav imam drugačen, v osebni izkaznici sem Severa Jorin Bezič. Drugače umetniško, jaz sem pa še vedno Severa Jorin, tam pa nisem šla spreminjati. Sam pod pojasnilo, mogoče za tiste, ki ne vedo, tvoj mož je drugače režiser, Tako, ja. Tudi serije, Boris Bezič, tudi serije, filme, tako da tisti, ki bodo do konca pogledali, kdo je kaj naredil, ga bodo kar velikrat zadnje čase zasledili. Res je, ja. Gospod profesor, recimo, zelo uspešna serija, predtem telenovela, Srečno samski. Košarkar naj bo, Košarkar naj bo dvojka, ja, pa v bistvu veliko enih filmov, tako da
Pa všeč mi je v bistvu, všeč mi je, jaz ga cenim ga poklicno, tudi zaradi tega, ker vidim, da zna vse sorte, da je šel, kakor se reče, od spodaj gor, from the ground up. Ne, tudi to držati, pa uno, pa to. In ogromno enih stvari v bistvu ve nekako iz ozadja. Tako da pol ni te vrste, ker njegovi poklici so v bistvu režiser, scenarist in tudi producent, pravzaprav kreativni. In pol lahko si mogoče malo odsoten od vsega tega kablovja in ostalih ljudi ali pa segmentov tega organizma, če spet rečem. Tako da sem se ogromno že naučila od njega. V kaj se je pa on zaljubil? V Severin glas, v tvoj intelekt ali v tvoje slikarske sposobnosti ali vse skupaj? Ja. Kaj ga je najbolj navdušilo, no? Ali pa prvo? Ali to bi mogel njega vprašati, ampak bom rekla spet, jaz mislim, da so stvari zelo, zelo organske. Se pravi, da ni neke pravilne oblike in da je več faktorjev in upam, da čim več, da pol tudi, če kaj sfali, še marsikaj ostane. Okay. Vsi smo ljudje, ne? Vsi smo ljudje. Veš kaj, zdaj pa ena stvar, taka zanimiva se mi zdi, ko sem se malo pripravljal, pa sem dobil eno vprašanje, ki ti ga moram postaviti, in sicer zdaj bom skočil na ta tvoj umetniški del, ko ustvarjaš kipi, slike. Dve stvari bom pravzaprav za vprašati. Kaj si razmišljala, ko si narisala velike, take ogromne slike, ki pa vidiš, kaj je gor narisano zgolj, če pod kotom vidiš? To je nekaj na kartonih. Tvoj brat je to rekel, vprašaj to, kaj so to za ene slike, ker tega sploh ne vidiš, če ne gledaš iz strani dober, ne? Aha, belo na belem najbrž. Morda to, ja. Morda to. Belo na belem. Tako, samo da povem, oziroma boš ti povedala, ampak ko sem pol tudi poslušal en pogovor s tabo, bila si v nekem svojem svetu, nekaj toliko narahlo si risala, da se sploh ne vidi. To pa je zdaj nova razstava, ki boš... To. V bistvu, 4-5 let nazaj pravzaprav sem končala nekaj in pol nisem bila v momentu, da to zdaj razstavljam, hkrati tudi nisem še vedela točno kako. Tako da naslednji let bom imela razstavo. V bistvu en cikel sem samo razstavljala, zares v življenju, to je bil cikel muzika, tam so se pojavljale tudi te belo na belem. S kiparstvom sem se ukvarjala relativno malo, glede na to, da sem veliko bolj v risanju, se pravi stvari, ki se delajo s črto, in v sliki, no, ampak bolj v risbi. In delam na 1x70 m kartone, večinoma, in tudi ta prihajajoča bo. Tam pa tudi sem v bistvu in po takih klubih sem hodila, to je bilo proti koncu študija, pa še pol kasneje. In sem recimo gledala sam na objekt, pa samo z roko, z aktivno linijo delala. To sem velikrat. Se pravi, a veš, da jaz gledam tebe, pa pol v bistvu se vse skupaj malo zamakne. Ali pa da ne dvigneš pisala, se pravi, s črtami sem velik. In tle sem pol tudi na belo, no, da ta del razložim, se pravi, rečemo belo platno, kakorkoli, in pol z barvo gor, ki je pol tudi 3D, se pravi, belo na belem je bilo tisto. To, kar pa sem zdaj delala, to pa je z ogljem na te kartone in so tudi ene stvari toliko lahne, narisane, da se niti dobro ne vidijo, ene so pa zelo močne. Naslov je Kot dvoje je dreves vsak sebi sredi trav, malo daljši, ki je v bistvu tudi en vers iz moje prihajajoče plošče, se pravi, tam tudi imam v večinskem delu lastne tekste tokrat, tako da je tam iz ene balade ven, tudi to se je slučajno izšlo. In so figure, se pravi spet človeške figure, tam so igrali inštrumente, moške in ženske figure. Tukaj so pa v bistvu v intimnem odnosu moška in ženska figura, se pravi romantičnem, pa tudi že malo meji na celo erotiko mestoma. Tako da je v bistvu ena razstava, ki jo bom majhen težje razstavljati kakor kozolce ali pa tudi ljudi, ki špilajo stvari. Ampak sem pravzaprav na nek način tudi kot ženska vedela, da mi je težje to razstavljati, kakor če bi bila moški. Se pravi, en del mojega pogovora sama s sabo je tudi bil, pa saj si gajstna, pa saj si močna, nikoli ne počneš odprta. stvari, ki so lahke, vidimo, ne? Ja, na odru si probam vzeti tako en teh vodil, če malo še prepletam, da si čim bolj pravzaprav, da imaš čim bolj srce na pladnju in
ga na nek način kažeš, je taka muzika, kjer to ima smisel, da probam nekako, jaz si rečem za koncert, ne, spet tudi ta zapoved, sprav srce na pladnju, ena zapoved. Pred koncertom si pa nekako podam, pa ne to puf naredi, da kaj je zdaj moje merilo nekako, ne, kam merim, no, tako, da naredim koncert in da enkrat zginem od sebe stran, zdaj da malo tle pofilozofiram, se pravi, da malo pozabiš nase, da greš toliko noter, da te kar malo ni, ne, in tle sem zdaj iz telesa pravzaprav na nek način prišla sem, oziroma od ranljivosti pred drugimi, ali pa kot ustvarjalec nekako moraš to početi. Se pravi, če imam nastop z eno pesmijo, je to precej težji, znotraj enega koncerta pa se lahko to zgodi, da ti pozabiš nase. A veš, prva stopnja je mogoče, da pozabiš, kako si zdaj ti kremžeš, ali kako si zdaj tam, a ne. In že malo pozabiš. Tako da ful je v bistvu dolga pot med tem, da ti prideš, pa se urediš, pa postaviš, pa poješ, pa tem, da ti pozabiš nase, greš noter, oziroma ne poješ niti za ljudi, niti za sebe, oziroma poješ za vse to in hkrati v bistvu poješ za Boga, poješ od Boga. Lahko si ateist, kar se meni tiče, so to pravilne besede. Ne ti, kdorkoli zdaj pravim, ne. Tam se začne nekaj dogajati, ne. Pa ni spet vsaka muzika, vsak zvok za to narejen, ne, nisem taka, ne. Ampak to so bile moja raziskovanja, tam sem jaz prišla neko štengo višji, ker sem še nekaj razumela, ker mi je prijateljica Anika Horvat recimo en dan rekla, veš, jaz tudi včasih sem videla te napake. Pa je ona prišla do te misli, ne, napake, ne. Veš, in spet ne kot vernik ali nevernik, ne govorim o tem, ampak poje se za Boga, poje se od Boga, poje se nekam širše od ljudi in sebe. Pol priješ nekam, kjer ne veš, kje si, nekaj se pa dogaja. Isto pri slikarstvu? Zame ne, ker tam imam pa čist drugo, tam pa ne vem, jaz ne vem, jaz to imam kar noč pa dan, pa tudi ful več se ukvarjam z muziko, tam pravzaprav imam neke kose časa, kamor grem not. Zdaj, ko delam recimo ploščo, ne, delam dizajn za LP in A se to ti gre, ker si grafični oblikovalec Ja, ne, boh ne dej, Jana Furman, čudovita grafična oblikovalka in arhitektka, delava z njo. Okay. Jaz sem pa risar, ki je prinesel precizno narejene rožice z barvicami. Take plevevkaste, ko najdeš, pa rečeš, kaj je to, en tak nek vijoličen plevevka, povsod raste. In sem imela eno obdobje, znotraj enega leta, par let nazaj, ko sem vse te cvetlice, a veš, tako na malo proučevala in pol na take neke z barvicami, še da nisem niti vedela točno zakaj, ampak spet je bila neka meditacija v bistvu tam, ne, ki je meni ustrezala, ne. Najprej sebe zdravim z okom, pol drugega, ne, se ni holistično najprej, ne. Tako da zdaj tiste rožice sestavljava na ploščo kot artwork, kar je pa spet nek drug likovni moment, ne, spravim cikel muzika, zdaj ta vsak sebi, rečem z eno besedo, razstava z ogljem, te cvetlice bojo pa na plošči, ne, tako da tam sem spet risar. En kup enih stvari pa v eni umari v garaži, a ne? Ja. Gal sprašuje, če boš to kaj pospravila ali pa kam dala. Ker bi mogla tudi dokumentirati. Moja mama je amaterska slikarka, tudi z ogljem dela čudovite stvari. Njej sem naredila portfolio, sebega pa še moram. Mamo si imela, jaz bi pa še očeta tudi, pa ne zato, da bi delal kakorkoli kakšno škodo, ja. Oče je, morda kdo ne ve, igral Kekca v tistem četrti ali tretji, ki je bil Barbie del, no. To pa vsi vemo, kjer je bil. A ti je to kaj zaznamovalo, ko si bila otrok, pa si videla svojega očeta, Kekec je bil pač, to je Gospodar prstanov ali pa Titanik, ne, za naš čas, no. Ja, res je, ja. To mi je všeč. Kaj je podoben na nek način. Ja, mi smo vsi to gledali, v mojem času smo Kekca vsi poznali, mislim tako, ne. Kako je pa to vplivalo na majhno Severo, pa pol, to je moj oče. To bi vedel, res, kdo bi vedel. Jaz samo vem, da enkrat sem prinesla VHS v šolo, ker so me prosili, da lahko, pa vsi so vedeli.
kakšenkrat se je zgodilo, da so prišli otroci, ki so praznovali, veš, na vogalu ali pa kaj, pa so potrkali, so rekli, najboljš kekec doma, ne, oče niso rekli, glih Velimir Džurin. On je drugač jezikoslovec, ne, slavist, tako da jaz v bistvu, ko pomislim na očeta, jaz vidim človeka z brado, ki bere knjigo ali pa mi kaj nauči, pa take stvari, ne. Ali pa gleda film in mislim, ja, seveda, ne, oba dva sta v bistvu zelo umetniška, a veš, starša, tako da pogosto so naj vprašali, sploh, ko smo imeli kakšne skupne intervjuje z bratom, kako zdaj to, ne, ko vidiš dva prijeta ven, prijeta dve hčerke, pa sta obe na baletu, pa rečejo, kaj zdaj tam z baletom, ne. Pa včasih kaj je, včasih ni, jaz mislim, da glavno, kar starš v bistvu naj naredi, vsak starš, je moje mnenje, ne, tudi, da da neko okolje, ki ni odklonilno do umetnosti nasploh, pa da vzgaja nek odnos do v bistvu teh stvari, ne. Se pravi, da ko ti greš v galerijo, da samo pač nekako imaš nek odnos, no, ali pa da poslušaš muzike doma, pa prije, ne vem, Eurosong, pa rečeš, no, ko se ti zdi to da skupaj nekako vzgajaš nek odnos, ne, do vsega tega. Pol pa lahko grejo noter ali pa ne, ker noben od njiju dveh ni bil poklicni ustvarjalec, ne. Tako da oče je zelo znanstven tip človeka, mama malo bolj praktična. A pa je tudi tako navihan, kot je bil kot kekec? Je v bistvu, mora biti tak moment. Aha. Ja. Se pravi, ko za mizo sedite, ne vem, ti, pa Gav, pa mama, pa oče, Ja. a to so take težke debate pol? Ja, med nami tremi so, ne, ona je ta normalna. Aha. Ok. V tem smislu. Sem jaz, mislim, ne vem, kje sem, ne, ampak dostikrat se mi zdi, da smo si zelo podobni vsi trije. Še ena stvar se mi zdi ful zanimiva, ko sem videl, da ti v bistvu tudi učiš, a ne? In to imaš kar težko vzgojno nalogo v resnici. Učiš tiste fante, ki pokronajo v življenju, ne? Ja, tam, recimo To je ta vzgojni zavod, ja, ne, v bistvu. Tako, ja, vzgojni zavod Logatec, tam sem imela veliko že delavnice, saj tudi kje drugje, jaz veliko delam v bistvu zvoni kot likovna pedagoginja, ne bom zdaj, ker to takoj 5 minut, ampak nekako zavežem oči, dam von, oni mali piški naredijo abstraktne slike že od 4. leta naprej na podlagi vonja, ne, in s tem jim vzgajam v bistvu ustvarjalno kapaciteto, ne, da če pride Stravinski pa reče, Češnjevo mi igrajte bend, ali pa Kostanjevo, sta dva različna občutka in nucamo te besede, a ne. Tako da na ta način delam, in pol imam parkrat na let kakšne delavnice, kar velikokrat, mogoče celo 5-krat ali pa 6-krat sem pa bila v Logatcu, tam smo pa na poseben način, ker tudi pevec Odnetov, Borut Marovt je v bistvu tam, no, zdaj je že ravnatelj, prej je pa še učil, ko sem bila povabljena prvič. In je malo zahtevno, ker vseeno je tam malo več hierarhije, je tudi lahko neka taka malo bolj močna energija. To so interesne dejavnosti, ki jih oni imajo v zavodu, kjer itak bivajo. Tako da pol v tistem popoldanskem času, ker se izučujejo tudi za ličarje pa mizarje, so oni pol naredili svoje platno in smo prišli vsak do enega izdelka, njihovega, ne, od nič do konca narejena. Zares pa tam pač sem si zmislila vsakič majčkeno drugačno nalogo, ampak nekako neke prostorske ključe jih naučim, zberejo si temo, so svobodni in pol pridejo v bistvu do nečesa sami, ne, tako da jih vržem malo v vodo, malo je težko, ker zdaj pa ti daj karkoli, ne, to vsakega malo celo zafrustrira, ampak je pa na nek način tudi terapevtsko, tako da tako se polotam v bistvu, ko z njimi delam, da so neke te tehnične stvari, ki jih usvojimo, majhen mešanja barv, platno, kako se napne, in so na koncu zelo zadovoljni, no, nisem prestroga, ampak vseeno pa so neki kriteriji, ki morajo biti, a ne. Nisi tam tudi ne sam, se pravi gostujoči profesorji, ki nismo vajeni dela z mladostniki v bistvu s posebnimi potrebami, ne, vedenjskimi v tem primeru, pol rabiš pravzaprav tudi še nekoga zraven, sploh prvič, no, prvič se spomnim, da mi je bilo tako malo tudi meni neprijetno, pa nisem glih hiter, se ne ustrašam v tem smislu. Kaj pa, če bi jim dala kakšen svoj komad za najprej poslušati, da bi vedeli, kdo si, a so vedeli? Ja, ne se pol pogooglajo, ne. Aha, no, Ja. no. Majhen In pol pogooglaj. kaj, pol se kar nasmejijo, pa rečejo, wow. Ja, se ne smejo, ali pa so neposredni, ne, glih nazadnje, ko sem bila, rekel, tle ste bili pa malo mlajši, ne. A res? Ja, se je bilo smešno, bilo okej.
Ja. Vidiš, in zdaj sem prišel čisto na začetek, a vidiš, tvojo glasbo res poslušajo vsi. V njih niso, no. Okej. Zanimivost jim je, ne? Aha, zanimivo se mi je. Ja, Aha, okej. ja, Okej. ja, vse je okej. Zdaj smo prišla pa skoraj do konca, saj imam še en kup enih vprašanj, Ja. ampak česa v življenju nisi naredila, pa bi mogla? Imaš kakšne take stvari, ki bi jih mogla? Vem, da naprimer nisi svojemu bratu pobarvala čela. Čela. a ne? Kaj pa je hotel? Čembala, oprosti, Čembala. čembala. On si je to zaželel, to mi je povedal, ne, rekel, to je tudi lahko Ja, vprašaš, pa res. kot te stari umetniki Ja. v Michelangelovem ali pa Ja. tem času, ne, ko je bil Ja. Leonardo da Vinci, Ja. je rekla, jaz sem rekel, ampak kaj ona vse počne, Ja. ne, kaj vse Ja, riše, ja, rekel, ja. tega ni, ne. Ja, tega ni. Ampak to je samo uvod v to, kaj bi rada še naredila, no, tako v bistvu. Na čemeru se že dolgo nisem spomnila, ker ne, Ker ga saj ni veš, več pri hiši menda, tako da to ne moreš več popraviti. A ne morem več. Je rekel, a ti da ne. povedal? Jaz sem vprašal, to lahko, kaj lahko ja, a spodbudim. lahko še, ja. Pa je rekel, ne, ker je šel od hiše, ne, tako da dajva najdeti kaj, kar lahko še narediš, no. Ja, ja. Kar bi si želela. Vse je evo. ful enega lesa v teh inštrumentih, lahko kakšen To pa drug, je, ne. ja. Tako, ne vem, pol, se tudi malo smo tudi perfekcionisti kakšni, a ne, mislim, oba dva z možem sva tudi gal tok in tok, mislim, kdo sem jaz, da ve zdaj točno kdo koliko, ampak hiter v bistvu, preden se ti nekaj spravaš, a ne, zdaj kaj mora biti, luna mora biti ta prava, ali kaj, ne, mislim, tako je nekako malo. A to imate umetniki, ker jaz Malo recimo rečem, mene rok ustvarjalci. preganja, no. Ja, Aha, ja, a ne, vi to imamo- nimate. Ne vem, kaj imamo mi. Mi imamo nekaj 5 lun, ki okrog nas laufa in nekaj se že more tudi tazga ja, poklopiti, ker se ne moreš sam spraviti delati, kdaj res se ne moreš. Ni lenoba to, kar zdaj govorim. Ne? Okay. Pa veliko stvari bi rad, jaz sem se tudi naučila, da sem kar tih. A veš, tudi če bi nekaj rada, da se ne sama sebe nekako, ker pol je še ena stvar, ki je nisi naredil, ne, tako kot ta čembalo. Ne, pa sploh s temi poslikavami, pa muzika je nekaj, kjer sem več ali manj skozi noter. Zdaj, za razliko od nekaj let, tam nekje okrog 2,7, ali pa zdaj, ne, pri rojstvu otroka, tudi nisem čist nič, super mi je bilo. Pol pa tudi, ko sem začela malo ustvarjati, je pa tudi bila neka potešitev, a ne, tako da se mi zdi, da res, da imamo nekaj različnih potreb v sebi, mogoče so si celo nasprotujoče, ampak se jih da tudi naenkrat nahraniti, no. Ne, v smislu potreba po avanturi, potreba po stalnosti, a ne. Boje naenkrat in se, po mojem se da, no, mislim, likovnost bi mogla jaz večkrat vmes, pa magari kakšen čembalo res poslikati, kakor si omenil, čist res, ker mi da nek določen mir, ki mi ga muzika ne. Muzika je oder, precej ekstrovertiran v bistvu poklic, tudi če si drugače malo bolj zadržan, pa še vedno ne vodim nekega zelo visoko letečega, odprtega javnosti življenja, a ne, tako da tudi tle ohranjam svoj mir, kdo bi si mislil, da se da, ne. Na začetku si nisem mislila, da se da. Ko končaš recimo en nastop, ker ni ena pesem, ker jih je več, kot rečeš, kadar Ja. srce na plano ali pa prav vsem tistim, ki sedijo, naprimer tle, ko boš v Blunautu nekoč, Ja. koliko te pa to utrudi? Ker to si pa jaz težko predstavljam. Mislim, a ne, ja, to je te zdaj- včasih, ja. Utrudi me, da me prav res utrudi, me sam, če sem v malo bolj slabi koži un dan ali pa un mesec ali nekaj, če me nekaj tare, a ne. Ker v bistvu petje je veselje, ne. Mislim, tudi če veliko čutim tam, pa so neke balade, to je vse ne, nekaj naven. Tako da takrat mi je malo težje, pa me pol malo bolj utrudi. Ampak tudi to se zgleda naučiš. V bistvu več, kar res nekaj delaš, bolj se naučiš in lahko gledam, pač se vidiš, jaz precej hitro nekaj pol začnem razmišljati ali pa nekaj čutim in pol nekaj analiziram in tako mi to dela in pol lahko tudi sebe pogledam, pa nekaj tam vidim, a ne. Resnica je pa itak čisto nekaj drugega, ne. To je pač moje videnje, ne. Tako da se je že veliko dogajalo v tem smislu Zato sem te povabil, razvoja veš. glasbenega. Zato sem te povabil, ker sem želel spoznati ta neke ustvarjalke, umetnice, pevke, tako, to me tako, kdo stoji za tem
to je moj občutek, Ja, tem ja. angelskim glasom. Ne? Jaz rekel, Hvala. kdo je to? Zdaj pa res čisto ob koncu, upam, da bomo montirali v ta podcast noter. Ja. V tujini moja generacija reče, Dajdo je bila taka, Ja. Natalie Imbruglia je imela Ja. tak komad, Ja. zdaj imaš, ne vem, Amy Winehouse, ampak to je bil drugačen glas. Ja. Mogoče tako izkus nesrečna, kaj že ameriška ena pevka. To mi bo všeč. Bom se spomnil, ker evo, zamenjal se slab. Okay. Mogoče Adele. Ja. A lahko tebe damo zraven? A bi sama sebe, ker si bi kupoval LP, jaz jih imam namreč ogromen, jaz ne vem, a si ti zdaj že uspela kupiti kakšno plato? No? Ja, kupila smo se z Borisom Platenšpiler lani, čisto zadovoljna. Lana Del Rey, prosti, prej pozabim. Ja, okay. Da, žalost, pa super si jo najdel. Ja. Je to ta tvoj, lahko rečem, da če bomo ponujali dober paket glasbe, dajmo zraven še Severo s tvojim novim CD-jem. Kaj od tega najbolj res? Mislim, Dajdo, ne vem, veš, sama tudi ne vem. Ja. Mislim, da vse, kar je malo bolj šade, bi jaz recimo rekla, ker je vse malo bolj mirno, grem pa mogoče malo večkrat v moč, ne? Ampak ne pa tokrat kot Adele, ne? Pa je tudi mirna, pa gre v moč. Tlej jaz vidim bolj te dve juhe, ne? A si malo bolj na power, a si malo bolj v easy in pol v bistvu že avtomatično pašem v uno, tudi če je tam mešanca. Nora Jones recimo mi je ful blizu, ampak najbolj velik, mislim, od teh pevk, ki so name posledico naredile, recimo Ella Fitzgerald zelo pomembna, ne? Ker mi je tak mama glas, ne? Ampak onega swinga, onega groova, jaz sem se od nje naučila razmišljati, ne? Po mojem. Veliko, kako lahko ti se igraš z muziko. In prej zdaj sem se spomnila, ko si rekel, kaj je zdaj ta moški del, ne, ko pravim yin-yang, pa to, pa ne, recimo vodstvene sposobnosti so majhen bolj moške kot ženske, bi si mislila jaz. Ali pa tudi, da si mogoče, da tvegaš malo večjo konfliktnost, ali pa ne, različne stvari. In pri muziki, bom sam tam, ne, Ella Fitzgerald je pol vodila big band, a ne, oziroma ja, ker so bili vsi njeni moški v resnici butli, ne? So bili butli? Ja, zelo, mislim, ko sem gledal en dokumentarc. Njeni moški. Njeni moški, ja. A res? Mislim, da, ja. Če nisem zdaj zamešal, ampak mislim, da vse te ameriške džezovske pevke so imele res veliko smolo s svojimi možmi, no. Ja, pa res so bili tudi drugi cajti, ker kao mogo si tam biti, ne, to ni okej. Smo šli naprej v marsičem, ne. Ne vem sicer tega, ker teh biografij pa tega jaz pa to res ne veliko, ampak vem pa, da si predstavljam, da je mogla moško kapaciteto vse uporabiti, da je vodila grupo. Ne? Tako da v tem smislu se mi zdi pol, zdaj, ko sem že do neke mere poštekala, ne, v življenju, se mi zdi relativno preprosto dostopati do teh stvari, ali tako nekako, ne, da se usedeš pa rečeš, ok, kje sem, kaj mi manjka, kaj se zdaj te, pa malo premisliš, kje si, ali pa v danem trenutku, a ne, zdaj pa rabim malo več tega. A ne. Jaz sem tudi nekje na eni točki rekla, Žiga Golob, Blaž Celarc, Dejan Lapanja, ne, to so moji glasbeni sodelavci, glasbeniki v bendu, a ne, zdaj še Uroš Rakovec, Daniel Bogataj. In na eni točki, to je bilo 15 let nazaj, sem jaz se odločila, bom jaz zdaj sestavila, pa šla v muziko, ker sem bila kar nekaj malo bolj ven. In takrat sem po mojem rabila neko tudi to moško kapaciteto, kar ne pomeni agresivno ali pa ne vem koliko zdaj odločno, pa da zdaj ne vem kaj, pa sila. A ne, pol izgubim v bistvu neke ženske danosti, ki so načeloma manj sila, pa pridem pol v bistvu s kiro energijo kam, a sem pol zdaj uspešna ženska v tem smislu, a ne? Tako da imam občutek, da je treba posegati po teh energijah in hkrati ne se posloviti od ženskih energij. So pa to tudi individualne stvari, kaj zdaj te pomeni, ne? Ampak mi načeloma ne pridemo pa rečemo, daj mi večjo plačo, ne? To ni naša natura še toliko in naj bo še več, a ne? Tako da se spomnim, da takrat
da moraš biti pogumen, ko greš v to, da ti rečeš. A veš, koliko žena, tle smo bila od Ella Fitzgerald, smo šla tja na sceni, sploh pevk, čaka, da bo nekdo nekaj prinesel, nekaj naredil, nekako nekaj. Nina Pušlar ni taka, recimo. Tako da lahko si tudi tisti, ki pride pa reče, ne rabiš biti avtor, pa reče, a bi napisal nekaj, a bi ti sodeloval z mano. Jaz imam pa en projekt. In pri ženskah je še vedno tega premalo. Pustimo zdaj to, koliko igramo bobne, kaj mislim, ne rabimo biti egalitarni kar na vsem. Ampak lahko si pevka, lahko si najbolj naličena pevka. Furi svoje stvari, to hočemo reči. Za kjerekoli naše punčke, ki jo zrasle, govorim bolj za punčke. Pa ne rabiš pozabiti pol na, kaj s vem, kaj rečemo, empatijo ali pa to, ali pa, kako bi rekel, na sebe, kaj empatijo, na sebe ne smeš pozabiti. Hvala. Zdaj pa končal, ker se mi zdi, da so tako lepo pripeljali do konca, oziroma si. Seveda, Jane, hvala lepa, da si bila moja gostja. Veliko sva okrožila in zaokrožila stvari. Fino mi je bilo, ker te res nisem poznal, vse ne, da si zdaj lahko to nekako prisvojim to poznavanje, ampak vem, kdo to res stoji za tem glasom, ki mi je blazno všeč in si želim, da te bomo še dolgo poslušali, pa obljubim, da prijem na kakšen koncert. Pridi kadarkoli, vabljen permanentno in res ti najlepša hvala, super pogovor in ne vem, če je bila to služba, pa fajn. Ja, je, taka, ker sem si jo sam izbral. Najna služba. Vam pa hvala lepa, da ste zdržali z nama. Verjamem, da ste dobili kakšno novo razmišljanje, sam sem ga. 98% vseh stvari sem razumel, ali pa kakšen manj, to priznam, ampak se veste, vendarle nekaj ženskih stvari, ženskih in naj tako ostane. Do naslednjič, ko bo čas za novo gostjo o Gregorjevem svetu žensk. Hvala.